Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ljudje so v tem času korone, počitnic, izolacije, karantene, kogarkoli že temu pravite, se torej znajdejo po svoje. Eni recimo se lotijo prav posebnih hobijev. Na Facebooku smo najdeli enega luštnega gospodiča Jamesa iz Detroita, ki je začel mečkan okoli hiše pospravljati, pa mečkan vrt urejati, pa drevesa malo obirati in jih pucati in tako naprej. Nato pa se je spomnil, da mu je še bolj dolg čas, kakor je mislil, in se je odločil, da bo naredil čisto pravo restauracijo za veverice. Tako da ne, vsak ima svoje hobije, njemu očitno res ni dolg čas, ko potem tele veveričke lahko opazuje. Kako pa ste vi v tem času, tele izolacije, ko v bistvu družbeno življenje res močno stagnira, ne? Kaj pravzaprav, kakšne so posledice, kaj nas čaka in kako se v bistvu zdaj soočamo s tem, da nimamo nekih socialnih stikov, takih uživo, ne, ena na ena. Danes sem v studio povabila 3 čudovite goste, vsi so doktorji, ta zaresni, ta pravi, eminentni, ne, in predvsem imajo zelo veliko zapovedati na to temo, o kateri se bomo danes pogovarjali. Torej, kako je ta korona in vsi ti prisilni v narekovajih ukrepi, kako v bistvu vplivajo na duševno zdravje in kako lahko mečkan si pomagamo, ne, da namo toliko zelo črnogledi, če slučajno spadate med njih. Z nami so Matej Tušak, Andreja Poljanec in Miran Možina. Lepo pozdravljeni vsi trije. Dober dan. Kje bomo začeli? Evo, bomo kar prvo s Matej. Za začetek, ne, zdajle 2 meseca je v bistvu že skoraj, kar smo v tele karanteni, če lahko rečemo temu počitnice, super, ne. Kaj so v bistvu tisti največji bomo rekli, težave, ki se pojavljajo pri ljudeh, da v bistvu nas vodijo tudi naprej, če gledamo torej na dolgi rok, da se bomo še soočali z dolgotrajnimi posledicami. Kaj v bistvu se zdaj ljudem po glavi broji? Prvo, tista najbolj običajna posledica, ki je vidna na prvi način, je pridobivanje telesne teže zaradi zmanjšanja gibanja. Seveda, športni psiholog bo samo o tem govoril. To prvo, ne. Zdaj, nekateri, sploh prvih 14 dni je bilo nek precejšen šok, ne. Mi običajno recimo naredimo cirka 6000 korakov na dan samo z običajnimi aktivnostmi, ki so se zdaj seveda drastično zmanjšale, ne? Kar pomeni, da 6000 korakov je kar nekaj kalorij, ne? In če tega nisi naredil pač na nek sistematičen način, ne? In ob upoštevanju tega, da je te prvo zmanjkalo kvasa v trgovinah, kar pomeni, da so ljudje tudi veliko pekli, ker so si na tak način... Veliko kupovali, ne, seveda. Ja, ampak tudi potem na koncu veliko pojedli, ne. Je se pravi, prva stvar bila vezana na povečanje telesne teže, kar se bo zagotovo potem poznalo tudi dolgoročno v zmanjšanju zdravja, ne. Zdaj, mi smo od ves čas opozarjali na to in tudi verjamem, da bomo še naprej, ampak te posledice so že bile narejene in bo trajalo kar nekaj časa, če sploh jih bomo uspeli dokončno sanirati. To je prva stvar, ki je na prvi pogled vidna že, ne. Moramo povedati, da gibanje v zelo veliki meri vpliva tudi na razpoloženje in kadar je gibanja manj, je potem to razpoloženje tudi slabše, ne. Druga stvar, ki je absolutno, je komunikacija. Mi smo socialna bitja, skozi komunikacijo nekako tudi gradimo samozavest, samozavest gradimo tudi skozi neke aktivnosti, skozi katere se potrjujemo in teh je seveda doma bistveno manj. Tisti, ki niso sistematično pristopili k temu, tisti so seveda imeli teh težav več. Začne se pa že s tem, da če greš v službo, zjutraj vstaneš, se obriješ, se zrihtaš, se lepo oblečeš, se dobro počutiš, ker si se lepo oblekel. To je zdaj bila prva obdobje, ko je mogoče res veljala tisto trditev, ko nam ženske vedno rečejo, da se ne oblačijo zaradi moških, ampak zaradi sebe. In zdaj, če se niso oblačile zaradi sebe, pa so bile cel dan v pižami, pa ne zrihtane, so se seveda zelo hitro začela počutiti manj lepe kot pa sicer. Če ob tem dodamo seveda tudi to, da nismo dobivali feedbacka, ki ga dobivamo ponavadi iz strani mnogih ljudi, ne. Zdaj, če imamo zelo razumevajočega moža ali pa ženo, ki ti vsak dan pove, da je 100-krat več, koliko si fajn, kar si prej slišal od drugih, je to v redu, ampak takih je bilo malo, ne. To se pravi, teh posledic je bilo seveda bistveno več in to vse skupaj vpliva na precej zmanjšano kvaliteto življenja. Andreja, katere socialne skupine so pa zdaj v tem času najbolj ogrožene in v bistvu najbolj trpijo? Najbolj se je to, bi rekla, tako dotaknilo tistih, ki že sicer težko prenašajo stres, ki nimajo dobrih mehanizmov za spoprijemanje s stresom, ne? Zato, ker vsem toliko nenadna sprememba v načinu življenja, v socialnih stikih, predvsem skoraj, no, v našem telesu povzroči nek šok, nek stresni odziv, ne? In zdaj tisti, ki smo zmogli te mehanizme stresa znotraj odnosov, znotraj sebe, zavedanja,
bolj nekako se spoprijemati, začeti si narediti nek lušten urnik, veverice hraniti, a ne. Torej, različne luštkane stvari si v dneve, ki so sicer postali na nek način bolj monotoni, a ne, že sami po sebi, potem je v bistvu življenje lepo teklo. Celo nekateri poročajo, pa ne redki, da je celo bolj prijetno, zato ker je manj nekega norenja, manj je nekih krožkov z otroki in je družina doma in se imajo v bistvu zelo lepo. Medtem, ko te ranljive populacije, a ne, torej, ki so že sicer nagnjeni k tesnobi, k slabemu spoprijemanju s stresom, kot smo rekli, z že sicer znižanim socialnim krogom, s šibkimi odnosi v družini ali pa skrhanimi odnosi ali pa družine, ki ne zmorejo znotraj odnosov nekih sproščenih načinov komunikacije, čustvenega stika, se je pa ta stiska zelo grdo poglabljala in so kar, bi rekla, utrujeni že od tega. Tako da te psihologi, psihoterapevti, ki se ukvarjamo veliko s svetovanjem posameznikom pa družinam, vidimo zdajle zelo dragoceno pot v tem, da prav konkretne stvari iz tedna v teden predebatiraš, pomagaš urnik sestaviti, pomagaš strukturirati, tole bo en prevzel, tole bo drug in so se začele stvari majčkeno umirjati. Druga stvar, ki je ljudi tudi zelo prestrašila, je pa čista bolj družbeni vidik, pa gospodarski, pa tako čist en tak, ki pa gre na ta strah preživetja. A ne, koliko ljudi bo zdaj službo izgubilo, koliko se bojo plače znižale, kako bo naprej, tako kot en strah pred prihodnostjo. Ker ta negotovost, ki smo jo zdaj deležni, je za vse nova, a ne? In noben ne ve, kaj si bo korona še izmislil. Pa ta je tudi objektivno, mislim, je realna. Ja, ne? realna To ni subjektivni strah, ja. to je čist konkretno objektivni In strah. se že dogaja, ne celo. Se Tako da to je pa recimo en tak, se mi zdi, družben tudi mogoče problem, ki pa spet seveda se bolj dotakne, če odgovorim čisto konkretno na vaše vprašanje, že tistih, ki so vsem tudi ekonomsko, a ne, šibkejši, mogoče, ne vem, zelo me je nagovorila recimo stiska ene mamice samohranilke, pomeni skupine, kjer si ti sam odgovoren za nekako Ker manjka preživetje. socialne podpore tudi, ne? Ja, povsod ker tam, manjka neke tako mreže, ne, kjer bi tudi z ekonomskega, finančnega vidika ali čustvenega vidika. Verjejo, da imaš vedno nekoga, Ja. ki ti lahko pomaga, Ja, priskočene tako. pomoče. Ja. Ja. Torej neka širša mreža, kjer se ti počutiš varenega, da ti bo nekdo v stiski pomagal. Ja, tako. Okay. Miran, Ja. zdaj se pa vidva na vrsta, ne? Ja, končno ste prišli malo do besede. Zanima me, recimo, če se osredotočiva na telefonske klice, pa na videoklice, ker je v bistvu edina alternativa v tem času, da smo lahko v bistvu imeli neko socialno druženje. Je to dovolj kvalitetno, bi lahko rekli v tem času? Kakšni so prvi sledki, recimo potem, se dobite nek feedback, verjetno, kako se ljudje počutijo v tem času, ne? Je to dovolj? Jaz sem, če začnem pri sebi, bil presenečen, ne, ker sem bolj pristaš bil živih stikov kot teh telestikov, da sem odkril v tem času, da sem podceneval to, ne, da je v bistvu dosti več možno, tako recimo, kar se tiče teh stvari kot učitelj, da sem predaval, da sem imel razne te strokovne pač dogodke, je šlo na en način zelo dobro, a ne, seveda je, ko si v predavalnici in imaš živ odziv, čutiš, je to neka druga kvaliteta, ampak tudi tukaj so pa druge možnosti, no, tako da ljudje pač odgovarjajo na chat, a ne, pa takoj dobiš tudi feedback lahko in tako. Tako da to je bila pozitivna izkušnja, kar se tiče bolj teh stvari, ki so intimne. Moram reči, da sem opravil kar nekaj teh svetovanj po telefonu, tudi psihoterapevtskih, psihiatričnih, tudi svetovanj. Verjetno je v porastu, ne? Svetovanja so zdaj v porastu. Bi lahko to trdila? Tukaj so, ne vem kako je, mislim, da še ni jasne slike, kar recimo eno mrežo, v katero sem se tudi sam vključil, je bila dosti učinkovito, kar na celi slovenski ravni uvedena za svetovanje po telefonu. Tukaj sem bil zraven kot supervizor, sem se javil, ne, to je bilo vse pač prostovoljno in je bilo dosti manj klicev, kot smo pričakovali, dosti manj.
Tako da velik angažma in zelo dobro se je hitro organiziralo to svetovanje po telefonu, izkoriščeno pa tega dosti manj. Tako da tukaj se spet sprašujem, koliko se kaže ta slovenska značilnost, ki jo poznamo tudi iz nekih študij že prej, da pravzaprav premalo iščemo take oblike pomoči, pogovorne, za neke notranje stiske, da ta kultura še ni tako, da bi razvita, da bi več si pomočili. Imamo kulturo, da smo zelo pametni, pa da nimamo nobenih težav, oziroma nimamo kulture, da priznavamo in da iščemo pomoč. Ja. Ravno to bi vprašala, Matej. Zdaj, marsikdo je dojel to karanteno oziroma izolacijo kot neke vrste ječo, ne? Počutijo se kot zaporniki, a na ta način v bistvu bežijo stran od sebe. Ne, to je pravzaprav ena zakonitost, ki je znana, temu v psihologiji rečemo, koncept totalnih ustanov. Vsi tisti, ki smo še bili, mogoče služili JLA, vemo, kako se je počutilo, ko si bil 14 dni, so ti prepovedali, da greš ven. Vedel si, da je po 14 dnevih tista prisega in potem greš lahko v mesto nekam, ampak tisti 14 dni si dojemal tako, kot da si pravzaprav pozabil, da si sploh kadarkoli bil zunaj. Čeprav ni bilo nič tako zelo hudega. Ste pa vedeli, da je bilo to 14 dni, tukaj pa vedel si, da je bilo eno leto, tukaj pa sploh nismo vedeli, koliko bo in kako bo in ali nas še kaj čaka. In seveda tam so bila ravno to dojemanje potem tudi tam, v teh totalnih ustanovah vedno dojemaš, da je nekdo skrbnik in ta na nek način manipulira s tabo. In tako se seveda ta miselnost tudi v tem konceptu dogaja. To ni zdaj stvar, ki se dogaja samo pri nas, to se dogaja povsod v svetu in povsod seveda točno tiste bolj ranljive skupine to dojemajo še izrazito bolj problematično. Posebej tukaj treba izpostaviti en koncept, ki mu rečemo v psihologiji lokus kontrole, ali imaš interni ali imaš eksterni. In če imaš ta eksterni lokus kontrole, to se pravi, da ves čas iščeš vzroke za vse, in za dobro in za slabo, zunaj sebe, potem si rizičen, potem so te situacije idealno za to, da ustvarjaš teorijo zarote, da verjameš, da nekdo hoče s tabo manipulirati. So pa te stvari v bistvu precej neprijetne zato, ker ljudje, ki recimo v takem trenutku poskušajo pomagati in veliko tvegajo s tem, da pomagajo, na nek način pri enem velikem količini ljudi doživijo en zelo hud negativen odziv in to vprašanje, kako vpliva na njihovo motivacijo, kdaj v bodoče pomagati, sploh če je ta pomoč na nek način še brezplačna. Ti zdaj poskušaš tam pomagati, potem se pa tam ena velika količina ljudi zgrne na tebe z nekimi diskreditacijami in potem si rečeš, zakaj bi jaz to sploh delal. Ampak na tak način bomo v bistvu dobre dejanja ljudi, ki znajo pomagati, bistveno zmanjšali v podobnih kritičnih situacijah, kar pa ni dobro. Andreja, gremo mečkaj na družinsko sfero. Prej ste že mečkaj govorili o tem. A lahko ta čas, ki se zdaj dogaja in je pri marsikeri že disfunkcionalni družini privedel do razdora oziroma do konfliktov, pa recimo, da grejo te ljudje narazen, je to smotrna odločitev v tem času? Kako bi vi zdaj svetovala vsem tistim zakoncem, ki so ugotovili, da pač niso za skupaj? Jaz bi rekla, da je škoda sprejemati odločitve, toliko temeljne odločitve v toliko kriznih časih. Ker v Wuhanu je pa zdaj, dajmo spomniti, ko so bili tele ukrepi mimo, je bilo enormno število prošenj za ločitev. To je prenagljeno, bi rekla, zato ker ta situacija je kritična, je izredna, in sprejemati temeljne odločitve, kot sem rekla, v izrednih situacijah, ni smiselno, tudi poročiti se ni smiselno, ko postaneš noseč, pa se tega nisi želel. Tako, če bi si čisto predstavljali, krizna situacija je krizna in za sprejemanje temeljnih odločitev ti potrebuješ nek notranji mir, visoko mero samozavedanja, pogovarjanja, biti v stiku s sabo, potem šele lahko sploh čist po, bi rekla, temeljnih konceptih, sprejmeš, si sposoben sprejeti dobro odločitev ali pa dovolj dobro ali pa tako odločitev, da kasneje ne boš obžaloval, zato ker si takrat verjel, da si res z vseh vidikov jo nekako zmogel pogledati. Tako da jaz bi si želela, da bi posebej pač Slovenci zmogli s takimi odločitvami pomagati, počakati in si pustiti pomagati od zunaj. To, kar je recimo Miran omenil, teh združenj je zdaj bilo celo več. Jaz sem vesela ljudi, ki pa so se ponovno javili. Se mi zdi, da tukaj bi znal biti en učenk, ampak statistik nimam. Jaz nimam trenutno še ni statistik. Ampak vidim pa trend, da tisti ljudje, ki so prej že bili vključeni v psihološko obravnavo ali pa psihoterapevtsko, pa so zdaj spet
pocukali nas za rokav. Tako da, naprimer, v naši psihoterapevtski ambulanti na študijsko-raziskovalnem centru za družino je veliko več povpraševanja v tem času. Medtem, ko opažamo, da redko prosijo za pomoč novi uporabniki. To je en trend, ki sem ga jaz pač opazila v teh 2 mesecih, no pa ni nujno, da je čisto uraden, ampak tako. Kar pomeni, da tudi tisti, ki so se zdaj znajdli res v eni taki globoki stiski, da razmišljajo o zaključevanju odnosa, o kakšni taki bolj zaresni stvari, je pomembno, da si poiščejo človeka, ki jim bo lahko omogočil zunanji vpogled, zunanjo empatijo, torej da spustijo nekoga, ki bo omogočil en varen pogovor. Je samo to, da si vzamejo najprej malo časa, preden da sprejemajo odločitev, bi lahko veliko koristnega naredilo. Ker delati iz te perspektive, ker vidimo, da so ljudje res nekatere stvari videli zelo neracionalno, to popolnoma iste stvari se tudi v družinskih zadevah zgodijo. Ne smemo pa pozabiti vse nekaj, da ta situacija je pokazala, da v nekaterih družinah veliko stvari v zvezi s komunikacijo ni dobro. To je pa res. Prej so ljudje živeli drug mimo drugega, sploh niso imeli časa se skregati. In mi, če bi dobro razmišljali, bi lahko rekli, da lahko to situacijo tudi vzamemo kot eno dobro stvar, kot en izziv, kot eno refleksijo, da nekaj nismo delali dobro, ne vem, v domačem okolju in da imamo pač recimo za naslednje obdobje nekaj leta ali pa enega leta, da imamo tja energijo, namesto da se kregamo, da imamo energijo v to in poskušamo tisto, kar smo zanemarili, popraviti. In točno to je, ta karantena za ljudi v osnovi je dragocen izziv, za videti, kaj res orang škripa. Tisto, kar pa jaz tudi opažam, je pa, da če res toliko globoko škripa, da je velikokrat lažje, bolj učinkovito, hitreje in večja, kvaliteta v odnosu, večja kvaliteta sprememb se zgodi, če imaš nekega pomočnika, v tem primeru psihoterapeuta. Seveda pa tisti, ki zmorejo sami, lahko tudi se sami tega lotijo, seveda. No, ko smo ravno pri teh profilih, Miran, zdaj svoboda, torej človeku ena izmed najbolj pomembnih vrednot je zdaj nam kratena, bila v tem času. Kateri profili imajo pa največ težav s tem? Tisti mogoče, ki živijo iz danes na jutri, tisti verjetno ne? S to svobodo je zanimivo, človeška eksistenca je zelo protislovno stkana. Recimo prej, ko ste omenila ječo, zelo veliko pričevanj imamo, kako so ljudje v najbolj krutih pogojih ječ samic, dolgotrajnih, ko niso vedeli tudi, kdaj bo tega konc, doživljali zelo, so se osvobodili, duhovno osvobodili. To se pravi, Viktor Frankl, Ja, Viktor Frankl, v koncentracijskih taboriščih imamo ogromno teh zgodb. Lahko se spomnimo tudi na Mandelo, recimo, lahko se spomnimo na našega župana Vitomila, ki je takole zbirko pesmi napisal v času, ko je bil zaprt in tako naprej. Skratka, tudi Angela Vode, recimo, je tak ženski lik, da ne bom samo moških omenjal. Tega je zelo veliko, tako da to se mi zdi zdaj važen, kadar zdaj se vprašamo, kako je svobodo, ali smo bili res omejeni. Ker eno je, ko mogoče si omejen v tem, da greš v mesto, v trgovino, ne vem kaj. Drugo je pa, da navznoter pa nismo omejeni. Tukaj se pa lahko glih obratno odpirajo prostranstva, ki jih drugače mogoče redkeje obiščemo. Zdaj, še na to bi opozoril, da recimo celotna vzhodnjaška filozofija pa pristop k življenju gradi na doživetju praznine, da človeku pomagajo z raznimi oblikami praks se soočati z tem manj je več pravilo. Če vzamete tudi recimo v evropski zgodovini, imamo stoike, ki so velikokrat omenjeni kot, da so gojili ta način. Čim bolj omejiti ljudi, da bi doživeli notranjo osvoboditev. Omejiti jih tako glede osnovnih stvari, tudi kot je hrana, recimo. Kontrolirati hranjenje, kontrolirati praktično vse, jih spraviti na nulo skoraj, da bi potem se osvobodili, se nisem odvisen od tega zunanjega, navznoter imam velik prostor notranje svobode. Tako da
to se mi zdi, da je nekaj, kar je, upam, no, prineslo komu ta kriza tudi neka, da se jim je odprlo v to smer. Ampak da realnost ne kaže, da bi ljudje to lahko tako dojeli. Jaz moram povedati, da to, kar je zdaj rekel Miran, to je nekaj, kar v teh 2 mesecih niti eden človek ni povedal. Vsi govorijo o tem, kako nam je kratena svoboda, nihče pa ni povedal točno tudi v teh praksah. V Indiji ne vem koliko raznih tečajev, kjer greš in 10 dni ne smeš, skoraj nad 6, ne smeš nič govoriti, samo moliti moraš. To so stvari, kjer v bistvu spoznaš, kje so v bistvu, kakšna navlaka se je vse nabrala okrog nas, brez katere mi mislimo, da ne moramo živeti, v resnici pa ni pomembna. In v teh kritičnih trenutkih se je pokazalo tudi to, da zakaj danes cel svet še ni zalaufal tako kot prej, zato ker so ljudje malenko se spremenili in ne rabijo več hoditi 100-krat na dan v trgovino, da bi bili srečni, ker so nekje drugje najdli. Saj mogoče, če bi bilo 1 leto te krize, bi še malo več spoznali že brez pomoči terapevtov. Mi imamo zdaj tudi en kritičen trenutek, do glasa moramo iti.